Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Evo ga, za kolegico sem pripravila malo pogostitve, zihari bo všeč. Je že tukaj. Manca, kar naprej, kar naprej. Danes si moja posebna gostja, le kakšne lepe prigrizke sem ti pripravila. Aha. Ja. Vse je iz vrečke. Ti všeč? Ne. Iz katerih razlogov ti tega ne bi jedla? Zato, ker bi se slab kot prvo počutila. Ja. Pa zato, ker bi v bistvu dobila v sebe samo hrano, ki je v bistvu za mene neprimerna trenutno. Ja. Zdaj, če bi bila res lačna, veš, da bi pojedla, ne? Ja. Takrat človek se je, ampak dokler mi ni treba, ne bi. Ne bi, a ne? Ne. Se pravi, si zasluži to, da je to hrana? To je v bistvu nekaj, kar je že toliko predelan, da bi lahko rekli, da je že odpadek. Oziroma, se je hrana v bistvu za parazite? Ja. Ne? Ja. Tako da hrana za parazite in ja, evo, krasno. Manca, stran od tega greva raje tamle k čaju in vodi. Zadnjič je bila kolegica Jelena v naši družbi in kar smo ugotovile je, ne, da so paraziti, patogene bakterije, razbohotena kandida pravzaprav ugrabili naše telo, ne, in vsi toksini, da pol sploh ne slišimo več sebe, ampak samo slišimo te parazite in vse ostalo, ki govori cukr, cukr, cukr in vse ostale stvari. Danes pa bomo govorili o toksinih v našem okolju. S čim vse se v bistvu zastrupljamo? Oziroma prvo vprašanje, ali je sodoben človek zastrupljen? Ja, včeraj sem ravno poslušala enega kolega, ki je pravil, da smo v bistvu vsi zastrupljeni, razen če bi živeli nekje globoko v gozdovih, ne. Potem bi lahko rekli, da čist zrak dihamo. Drugače pa danes je onesnaženost taka, da je vse posod prisotna. Ampak raziskave kažejo, da je najbolj onesnažen zrak pa v bistvu v našem domu, ne. Celo 5-krat bolj kot ozunji. Kaj? Lahko, ja. Če je tako, da ga ne zračimo, da so prisotne neke kemikalije v pohištvu, v tekstilu, ki ga uporabljamo, če uporabljamo tiste razpršilce za osveževanje zraka, ki so kemični, a ne. To so v bistvu sami toksini. Se pravi, zrak, ki ga imamo doma, je lahko 5-krat bolj zastrupljen kot zrak, ki je zunaj. Ja. Oj. Ok, se pravi, rekla si strani pohištva, da tudi. Kje še najdemo v bistvu take pasti, nevarnosti, za katere niti pomislimo ne? Ker to osvežilci zraka, to ljudje še kar uporabljajo. Jaz vem, ko sem stanovanje najela, je bilo vsaki, kaj je te vtičenci noter, nekaj, kaj je dišal in sem sam vzamem stanovanje, sam še tole date ven. Ja, naprimer, ko se bojimo proti insektom, ne? Aha. Vsi ti insekticidi in vse te baterije in vonjave, ko jih razpršimo. Najboljše je vzeti en lep izparilnik, ne, pa dati noter eterično olje naravno, glede tega. Ampak potem gremo pa naprej, ne, pa peremo in uporabljamo marsikatero kemijo, sušimo, ne, to gre vse v zrak. Vsi ti delci iz plastične, naprimer tkanine, to gre v zrak, ne. Naprimer, če imaš sušilc, lahko pogledaš na filter, koliko se tega nabere, ne. To gre lahko v zrak in to dihujemo. Wow, zastrašujoče, ne? In tudi Sanja Lončar je o tem govorila že prejšnjo sezono in rekla, ljudje se ne zavedajo, najbolj se dejansko zastrupljajo doma. Mogoče še kakšna beseda o čistilih. Vem, da si ti ena izmed tistih, ki zelo široko gleda, ljudem pomagaš ne samo glede prehrane, ki je en košček sestavljanke, tudi glede vseh ostalih stvari, tudi za dom, za prostor, imaš izjemen čut. No, sej, na koncu koncev je bila tudi tvoja strokovna smer to, ne? Arhitektura kot takšna. Kako je pri teh čistilih, recimo? Ker jaz ne rada čistim, predvsem zaradi teh agresivnih čistil. V starih časih so vedno uporabljali vodo, ne? Potem so dali kakšen luk, sodobikarbonov kis. In to je to. In kakšna eterična olja se uporabljajo in imaš vse, kar rabiš. Naprimer,
kakšne res trdožive bakterije, ko bi jih kdo odstranjeval z ne vem kakšno kemijo, se lahko odstranijo z eteričnim oljem, naprimer sivke, ne? Ko se raztopi v vodi, pa kisom. Kakšen je, Manca, neobremenjen ali pa, bom rekla, manj obremenjen prostor? Ja, jaz sem včasih pač delala dosti na interierju, ne? In sem v bistvu pomagala ljudem opremiti prostor, zato da je izgledalo lepo, ne? Noben pa ni razmišljal, kako bo to delovalo na človeka, ne? Na njegovo počutje, ne samo zato vizualne podobe, ampak zaradi vse kemije, ki se bo sproščala, ali pa zaradi tega, ker bo nekje več sevanja, ali pa take zadeve, ko jih noben ni razmišljal, ne? Danes zelo razmišljamo o tem, kam bomo postavili ruter, ali ga bomo po noči sklopili, ali ne? To marsikdo danes se ne zaveda, da je treba ruter po noči sklopiti. Potem, da je postaja od telefona brezžičnega ena taka sevalna postaja, ne? Potem, da hladilnik seva, potem, da indukcijska plošča seva na veliko, ne? Pa pečica. In, naprimer, zdaj imamo polno teh nekih naprav, ki sevajo, in to je pač onesnaženje neke vrste, ne? Se pravi, za neobremenjen prostor moramo najprej verjetno tisti prvi kriterij izpolniti, in to je svež zrak, ne? Svež zrak, temu vzporedno pridejo naravni materiali, ker naravni materiali omogočajo, da je svež zrak v prostoru, ne? Potem to naravno zračenje, ustrezno. Naravno zračenje, kako to izgleda? Naprimer, okna, nekatere že imajo vgrajena tako, da imajo lopute, ne? Ali pa da so takšne okna, ki ne tesnijo čist 100%, ampak imaš uravnavanje, ne? Zdaj, imaš pa potem tudi zdaj na novo že take naprave, ki ti pomagajo osveževati prostor na naravni način. In tudi sistem v hišo se lahko ugradi, da ti enakomerno skozi odvaja in dovaja svež zrak, ne? Jaz pri spalnici recimo naredim tako, da zjutraj, ko se vstanem, jo odprem in jo pustim cel dan odprto, ker imam tam tako in tako balkon, tako da tudi če dežuje, v bistvu ni nobenega problema, in imam ves dan odprto spalnico, zvečer jo pa zaprem. Ja, če živiš nekje blizu narave, ne, je v bistvu najboljše, da odpreš čisto vse in si na pol zunaj, na pol znotraj, ne. Zdaj, če pa si v mestu, pa mimo vozijo avtomobili in ves ta smog prihaja do tvojega okna, pa si tega ne moreš privoščiti. Si pa pač privoščiš potem kakšno čistilno napravo, ki ti od znotraj čisti, da je notranje čiščenje. Govorimo o zastrupljenosti in človek, ki ne samo, da nekje spi in si tam pere obleke, tudi tam je in uživa različne stvari. Kakšna je razlika, ker rečemo, ti si pa zastrupljen ali pa ti si pa zakisan? Ja, zastrupljen, to se že sliši tako, da si že tisti, ki mora iti na zdravljenje, ne? Na hitro neko akcijsko zadevo, da bo pomagalo vsemu, da bo sploh lahko funkcioniral normalno. Tako da ne moreš reči nekomu, ti si pa zastrupljen, to se zelo tako surovo sliši. Zakisanost je pa bolj kot ne pri vseh prisotna. To pomeni ta pH, ne, to je ta faktor, ki bi naj bil pri človeku med 7,3 pa 7,5 oziroma 7,4 in takoj, ko mi gremo ven iz tega parametra, se začne, v bistvu, če je nižje, je zakisanost prevelika, ne. Pa tudi, če je bazičnost prevelika, ni v redu. Tako da se v bistvu potem celice, ki so preveč zakisane, bojujejo s temi kislinami, namesto da bi upravljali svoje vsakodnevne funkcije, ne. Tu je ta problem. Pri zakisanosti, na kakšen način lahko recimo naši gledalci, ki nas gledajo tale trenutek, ugotovijo, a so ali niso? Ja, splošno znano je, da če imamo ta balans porušen, je kar naenkrat odpornost organizma načeta, ne. Zjutraj, ko se vstanemo, smo nenaspani, nespočiti, obloga na jeziku je bolj intenzivna, tako belo je, ne, ob straneh pa tudi čisto zadaj. Zelo hitro se, naprimer, alergije začnejo pojavljati. Če se karkoli poškodujemo, urežemo, se težko celijo zadeve.
to vse kaže na to, da celice so obremenjene in ne morejo hitro odreagirati na patogene, na poškodbe. Kaj to pomeni, da če je človek zakisan, da pol kisa ne sme, pa kislih stvari, pa vloženih stvari? Ja, to je smešno, ne? Da v bistvu limono pravijo, kaj boš limono, ne, če je kisla, ampak limono potem spremeni v želodcu, ne, telo v bazično zadevo. In to kislino uporabi zato, da smo mi pač bolj bazični. In limona je en sadež, ki je najboljša pomoč pri tem. Poleg tega pa, naprimer, so tudi rozine med vsemi zadevami, ko jih imamo v kuhinji. Tu če rabimo prvo pomoč, rečemo, moram se razkisati, ne, moram postati malo bazičen, greš po rozine, a ne temne, pa po limono. In si s tem pomagaš, ne. Zjutraj spiješ toplo vodo z malo limone, pa naprimer z siropom iz rozin. To jaz počnem, ne. Kaj pa kis? Jabolčni kis, surov jabolčni kis, ti si me pravzaprav naučila in mi približala to, čeprav prvič, ko si mi rekla, pa dej, veš, par žlic kisa v vodo, v stekleničko si noter, pa sem mislila, te se je pa zmešali, tega se pa ne grem. Ampak zdaj mi je pa to tako dobro, da mi je boljš kot voda sama. To je tako en tonik, ne? Ja. Pa če daš še čist malo morske soli zraven, je res tak tonik. In naprimer, nekateri ljudje si dajo v cel liter steklene posode, zjutraj lepo malo kisa, naprimer eno veliko žlico kisa, malo soli in imajo cel dan pač tisto steklenico pripravljeno, zato da ne pozabijo piti. In si dvakrat na dan to pripravijo in so na dan spili 2 litra, s tem pa z kislino od kisa v bistvu pomagajo želodčni kislini, da ohranja svoj pH, ker želodčna kislina mora biti nekje 3, ne? To je zelo kislo. In če se tukaj ravnovesje poruši, potem ni dosti močna in se že tukaj ta druga faza prebave že začne krhati, ne? Prva faza je pa ustiha, ne? To pomeni, najprej pazimo, da dobro prežvečimo, da nahranimo vse skupaj z temi encimi prebavnimi iz ust, potem gre naprej, pa v želodcu naprej naslednja faza, ne? Kako pa je recimo z algami, kar se tiče razstrupljanja in vsega tega? Zadnjič je Simon Godina tukaj pokazala neverjetne stvari, dejansko kapsulo je razdrla in jo je potresla tudi po hrani in v glino, kot glinene obloge. Kako gledaš, kakšen odnos imaš ti v bistvu do alg? Kako se ti zdijo koristne pri tem? Ker je tukaj zdaj kar veliko se govori o tem. Ja, o tem smo se že ogromno pogovarjali, ne. Zdaj, te rjave alge, ko so zdaj začele biti popularne, oziroma so že vedno bile popularne, ampak mi smo zdaj začeli spoznavati bolj intenzivno. In je v bistvu najboljše, da se kombinirajo več vrst rjavih alg, ne. Naprimer 3 različne vrste, ker potem je pa res celoten spekter in imaš res popolno hrano. Te alge so čudovite, tako smo že govorili, ne, za kožo, če jih konzumiramo ali pa če jih damo topično na kožo, so enkratne. Ampak to je hrana, popolna hrana. To se lahko je vsak dan, ne. Zdaj pa eni jemljajo te v kapsulah, zato ker pač nimajo čez dan časa to si pripravljati in je to mogoče najboljše, ne. Če pa imaš čas, si pa kupiš rjave alge, pa si jih daš v hrano, ne, v kako juhico, gor na solato in tako v smuti. Gledala sem podatke, res 100-krat več joda kot katerakoli stvar, 8-krat več magnezija, ne vem kaj še vse večkrat kot katerakoli kopenska rastlina, je tudi dejansko taka konkretna pomoč. Pri razstrupljanju, kaj je še lahko nam v oporo? Ja, marsikaj, ne. Zdaj, ogromno je tega govora o vodi, to je tako, da že vsak ve, ne, da je treba dosti vode popiti. Potem, če hočemo, da nam limfa deluje, je potrebno, da migamo, da se tudi masiramo, naprimer suho krtačenje, ne. To je ta krtača, ko se kupi v DM, naprimer, ko ima take ščetine naravne in se potem v pravilnih zamahih po celem telesu zmasiramo, da spodbudimo limfo, da začne teči, da pride do limfnih vozlov in v bistvu limfa opravlja to delo, ne, da odvaja vse te strupe. Potem, če pogledaš, če se hočeš razstrupiti, je potrebno vsak dan tudi nekaj pomigati, ne. Da se zašvicaš po domače povedano. Ja, pa da kri začne pravilno cirkulirati nazaj, da ni v nekih zastojev.
Potem si lahko pomagamo pa z različnimi dodatki prehranskimi. Medtem, naprimer, v tale kompleks, ko ga imate vi, ne? Je noter aloe vera, potem so različni sadeži. Aha, govoriš o dnevni podpori. Ja. 16 super živil pa medicinske Ja, gobe. pa še 4 medicinske gobe. To je enkratno, ne, vse skupaj. To je v bistvu sinergija. Eni druge podpirajo, ne. Tako da Velike večino. alge so za zvečer, ne, ti pomagajo se podpreti, pa še razstrupljajo. Podnevi pa vse te zadeve, ne. Ali je potrebno na nek način razstrupljanje tudi na miselni ravni? To je pa v bistvu en tak hakelc, ne. Zato, ker lahko mi vse to jemo, pazimo in tako naprej, ampak če smo pod nekim resničnim čustvenim stresom, čustvenim kot prvo, se lahko zgodi v enem dnevu, da se človek postara. To smo že videli, ne, če je komu umrla ljuba oseba. Jaz sem videla, v enem tednu se je oseba sesula, od žalosti, ne. Tako da je treba biti mentalno pripravljen, čustveno pripravljen, nekaj odvaditi naprej, kako bomo odreagirali v takih situacijah, zato da takrat, ko se to zgodi, znamo iti k sebi, se seboj pogovoriti in reči, bo treba tole zdaj zavestno prenesti, ne. Se ti zdi, da recimo, ne vem, kar jaz opažam tudi ljudje, ki hodijo na delavnice, pa to, da najbolj jih v bistvu bremenijo v smislu čustvenega stresa neke stare zamere. Ja. Da je treba to tudi odpustiti, spustiti pa razstrupiti. Ja. So raziskave, da so lahko športniki dosegali veliko boljše rezultate, če so šli na terapijo odpuščanja. To meni, da je njihovo telo za 40% boljše delovalo po tem, ko so odpustili nekomu, ne. In to je čisto enostavna vaja. Naprimer, zjutraj se zbudimo, si zamislimo tisto osebo, ki še vedno držimo neko zamero in v mislih ji povemo, kar ji moramo povedati, jo objamemo in sprostimo ta čustva, ne. In v mislih naredimo vajo, to isto, kot da bi zares naredili, ker naš mental zaznava to vizualizacijo kot resnico. Wow. Nekje sem prebrala en krasen, čudovit stavek in sicer, da je odpuščanje odločitev. Veliko ljudi se mi zdi, da čaka, da bo čas pocelil rane, medtem, kaj pravzaprav gre za odločitev, da je čas, da greš naprej in tudi to je v bistvu nekaj, kar je toksično, ne, v sodobnem času. To pomeni zavestno bivanje, ne. Zato, ker nezavestno bivanje je to, da gremo čez dan, brez da se ustavimo in pomislimo, kaj se resnično dogaja v našem čustvenem svetu, ne. Ko se pa znamo ustaviti in pomisliti in se opazovati, to nam vzame sekundo, 2 sekundi. In to je tisto, kar nam daje ozaveščanje, ne. Nezavestno bivanje. Mogoče bi tukaj še nekaj izpostavili. Imaš kakšen nasvet, kar se tiče osebne higiene v smislu tuširanja oziroma kopanja? Opažam, da zadnje čase ljudje malo pretiravajo s tem. Zdaj, o kopanju, o tem namakanju, ne, je dosti zapovedati. To je čist posebej v področje. Gremo na tuširanje. Gremo na tuširanje. Pač, če uporabljamo vsak dan te agresivne gele in mila, to je nepotrebno, ne. Naprimer, pač za tiste osnovne dele telesa si lahko sami naredimo milo. Na internetu imamo ogromno receptov, že kako si narediti naravno milo. Lahko si naredimo pa razpršilo, damo notri malo kisa, malo sode bikarbone, kakšno eterično osvežilno olje, si pošprejamo tam, kjer je pač treba razkužiti, potem se pa lepo z mlačno vodo, ne, speremo. Je pa tudi fino, da si naredimo knajpanje, ne, z vročo in mrzlo vodo izmenično. Zato je potreben kar konkreten pogum, ne? Ja. Se mi zdi, da je lažje iti v vročo vodo, pa v mrzlo vodo, kakor pa na tušo obrniti v noročko. Ja, si moraš eno zapeti zraven. Ja, tako fejs glasno. Ja. Najlepša hvala, Manca, za vse, kar si nam posredovala. Hvaležni smo za tvoj široki pogled, ki je torej od pohištva do tuširanja, ne? In seveda tudi vmes, kaj pojemo in pa kako razmišljamo in komu moramo odpustiti. To je tisto, na katerem področju si pravzaprav ti strokovnjakinja. In hvala lepa. Manca je bila torej danes v naši družbi, vi pa, če imate še kakšno vprašanje, odlično. To pomeni, da ste pripravljeni, da boste nekaj naredili, da boste naredili kakšno spremembo. Naj vam povem, s takim zavestnim in celostnim načinom življenja
boste marsikje tudi prihranili, recimo na kakmo gelu za tuširanje, ki ga ne rabite. Ja, boste pa tudi kaj odšteli, recimo za kakšno novo orodje, ki vam bo pomagalo pri tem, da boste dali stvari vse ven iz svojega telesa, tisto, kar ne spada več. Skratka, še več nasvetov na klepetobkavi.si in tam najdete tudi dostop do YouTube posnetkov. Sicer pa, če imate tudi še kakšno vprašanje, kar se tiče dnevne podpore, nočnega popravila, tudi 026 200 230, naše svetovalke so vam na voljo. Sicer pa se veste, če se ne ukvarjaš z zdravjem, na žalost se moraš z boleznijo. Odločitev je pa vaša. Evo, odlično!